Naša naslednja predavateljica je predstojnica Glasbeno-narokopisnega inštituta za cesarstvo v Ljubljani, dr. Marija Gološkavč, sicer izredna profesorica slovenske književnosti, zelo aktivna na področju slovenskih balad, tako folkloristike, moderne poezije, da ne bi ga naštevala, ampak ker pa je zgodovina prehrane, interdisciplinarna tematika, nas zelo veseli za ta prispevek, ker verjamem. Bi pa samo prebrala naslov: Kulturne in družbene razsežnosti vegetarijanstva in veganstva skozi ustvarjalna opusta Miklavža Komeda in proznih delih Johna Maxwella Kecerja. Hvala tudi za vabilo. Ta moj prispevek bo malo drugačen, kot ste ga vajeni zdaj v teh dnevih zgodovinarjev. Morda tudi malo bolj provokativen, ampak jaz menim, da je tudi današnjem času čas, da se ozremo tudi na različne in drugačne poglede. Če mi dovolite, jaz bi kar sedela, se mislim, da se slišimo. Začela bi pač bom rekla, kako sem skušala to predstaviti, in sicer na podlagi, bom rekla, sodobnih, ekokritičnih in nespecifičnih teorij, ki zanikajo pravzaprav ta specizem, ter filozofskih premislekov o načinih prehranjevanja, ki izključujejo uporabo živali na kakršenkoli način oziroma o hrani, ki zahteva priznavanje inherentnosti živali, in sicer na ta način nekako prikazati to tematizacijo odnosa človeka-žival in usporedno obeh prehranskih načinov v pesenski ustvarjalnosti, tako Jureta Detelja, Miklavža Komelja in v proznih delih južnoafriškega Nobelovega nagrajenca za literaturo Johna Maxwella Kecerja. Naj pojasnim, kaj je teorija specicizma. To je pravzaprav ideologija in pomeni diskriminacijo na podlagi vrste, saj izključuje živalske vrste zaradi strukturne neenakosti, ki je družbeno uzakonjena in daje človeku superiorno vrednost. Začetnika te teorije sta bila Richard Breyer in Joan Dunayer. Torej, namen razprave je dokazati, da seveda rastlinska prehrana omogoča, da se pravi nečloveška subjektiviteta, to je en izraz, ki ga je pri nas uveljavila raziskovalka, komparativistka, in ki nekako pomeni, da ga ne imenujemo žival, ampak v bistvu bom rekla, predpono nečloveška subjektiviteta ali subjekt, ki ni podvržena trpljenju in ubijanju, in da tako imenovano kulturno izrinjeno po Zapfu postane subjekt in ne več objekt, in da se po Detelji zgodi integracija, bom rekla, dogajanja živali v se pravi, da mi začnemo dojemati, da živali so nekje blizu nas in ne tako na robu, kot smo do sedaj menili. No, želela bi pravzaprav ugotoviti, ali lahko književne tematizacije vplivajo na spremembo dojemanja odnosa v živali. Ali torej lahko z upodobitvijo nekih elementov in odnosov, ki so, bom rekla, pozitivni za živali, lahko vplivajo tudi na realen odnos do živali. In sicer, da bi se torej tale tako imenovani antropocentrizem zamenjal za ekocentrizem. Torej, gre za prehajanje v neko novo paradigmo dojemanja sveta, kjer vendarle poskušamo tudi živalim dati tisto vrednost oziroma inherentno vrednost, da vendarle človeka ne jemljemo kot krovno stvarstvo. No, in to rastlinojedstvo pravzaprav ni nič novega v zgodovini. Seveda v antiki že imamo tudi mislece, ki so mislili drugače kot recimo Aristotel,
ki je izključeval živali iz prostora družbenega in političnega, na podlagi tega, da jim odreka razum in postavlja le človekov sfero pravičnosti. Seveda je pa bil takrat tudi Plutarh, ki je bil tako imenovan zagovornik kognitivnih sposobnosti v živali in v njegovem delu o uživanju mesa imate pred seboj to izjemno, bom rekla, prepričljivo misel ali odstavek, ki govori o tem, zakaj se odreči prehranjevanju z mesom. Kot vidite, je to eden izmed najbolj, rekla, močnih razlogov oziroma močnih teh mislecev, ki predstavlja, zakaj pravzaprav se odrekati mesu. In ta citat ga uporabi tudi John Maxwell Coetzee, kasneje v svojem romanu Življenje živali, ki ga pa potem nekako tista glavna junakinja Elizabeth Costello prvoosebno predstavi. Tako da je Plutarh bil že velikokrat uporabljen. Meni se zdi osebno, da je to, bom rekla, taka misel, ki je izjemno močna in še danes nekako vpliva na tiste, ki želijo vedeti, zakaj se nekdo pravzaprav odreče hranjenju z mesom. No, ampak to ni samo v antiki, v naši literarni zgodovini. Imamo tudi primer Josipa Stritarja, ki je v svojem delu Zorin prikazal tudi en tak odnos do živali. In sicer gre za to, da tukaj neka glavna junakinja dela izraža svoj odnos do hranjenja z živalmi. In sicer je tukaj seveda ta njena misel, da nima človek nikakršne pravice klati in jesti živali, povezana z nasiljem, ki je tudi nasilje do človeka. Se pravi, tukaj gre povezanost hranjenja z živalmi, ubijanja živali, tudi potem prenese na nasilje do človeka. Se pravi, gre za povezavo med nasiljem do živali in nasiljem do človeka. Torej, tukaj še ni čisto neantropocentrično, vendar je to že za 19. stoletje nek izjemen pogled. Čeprav je seveda to roman. No, in prehajam na Jureta Detelo. Jure Detela je morda znan nekaterim, in sicer kot pesnik, pa tudi kot mislec. In sicer sam je bil tudi ne samo pesnik ali mislec, bil je tudi aktivni zagovornik živalskih pravic. Mimogrede je tudi sam izvajal posebne akcije in to v 70. letih, kar je bilo za tisti čas izjemno revolucionarno. Namreč odpiral je tudi vrata oziroma kletke v živalskem vrtu in spuščal tiste živali, ki pri nas živijo v gozdu, se pravi, ki so svobodne. V njegovi pesmi za jelene iz leta 1977 prikaže neko elegijo za živali, in sicer predvsem za jelene, ki nekako predstavljajo njegov odnos, da je treba spoštovati vsa živa bitja in tukaj seveda je velika kritika lovcev. Lovci prezirajo vašo nedolžnost, zato vas morijo z lahkoto. Samo odlomek je tukaj. Kasneje je Detela seveda tudi zelo kritiziral Rudolfa Steinerja. Rudolfa Steinerja najbrž verjetno poznate, je v bistvu začetnik biodinamičnega poljedelstva, ki je danes cenjeno kot eno izmed najbolj ekološko naprednih pridelav rastlin, vendar je bil tudi začetnik antropozofske medicine. In seveda, ker je menil, da je človek krona stvarstva in to stvarstvo, v katerem so tudi živali, lahko uporablja neomejeno, je za zdravljenje pri človeku uporabljal živalske organe, in sicer recimo za živčevje in čutila,
naj bi uporabili glodavce ali zajce, ki so v stalni preži pred nevarnostjo in stalno opazujejo okolico. In Dettele je bil seveda zelo kritičen do te uporabe in je to imenoval tako imenovani gnili eksperiment. In tukaj vidimo samo en odlomek, kako pravzaprav v pesniškem načinu kritizira ta način. Dettela je seveda tudi izpričal svoj odnos do tega svojega rastlinojedstva in dejal, da je vendarle človek lahko zelo malo stori, da bi pred živalmi umilil svojo temeljno krivdo ubijanja, ampak če je rastlinojedec, lahko saj nekaj doprinese k tej umilitvi temeljne krivde ubijanja. No in kasneje tudi zelo dobro predstavi pogost, se pravi zanika pogost argument strani mesojedcev, da tudi rastline čutijo. To mesojedci seveda velikokrat sprašujejo vegetarijanci, zakaj, saj rastline tudi čutijo. Vendar odgovarja, da je značilnost vegetarijancev ni, da jedo rastline, to delajo tudi mesojedci, temveč da je do mesa, torej da hoče v imenu zakona nenasilja zaščititi širše občestvo kakor mesojedci. Jaz v svojem razpravi vključujem tudi nekatere filozofe in raziskovalce, kritične animaliste in med njimi recimo Derridaja, ki v svojem, filozof, ki v svojem delu Eating Well izjavlja, da če hočeš biti pripadajoči subjekt v tej družbi, moraš biti mesojedec, kajti kateri vodja je bil pa že vegetarijanec, razen Hitlerja, čeprav je treba vedeti, da je Hitler bil samo vegetarijanec zaradi zdravja in neetični vegetarijanec, temveč je postal zaradi zdravstvenih razlogov in tudi samo del časa in del njegovega življenja. Imamo pa v naši zgodovini vendarle dva vodja, ki sta pa bila vegana in eden med njimi, kot veste, je bil naš predsednik dr. Janez Drnovšek. In drugi kandidat za demokratskega predsednika Amerike, Denis Kučinić, hrvaškega rodu, ki je sedaj senator, vendar sta oba se deklarirala za to, da sta vegetarijanca. No, torej, tukaj tudi govorim o tem, kako pravzaprav tudi različni filozofi in drugi raziskovalci gledajo na odnos do vegetarijanstva. Potem prehajam na Miklavža Komelja. Miklavž Komelj je mlajši pesnik, ki pa se je seveda tudi deklariral za, ne samo za vegetarijanca, ampak za, bom rekla, tudi zaščitnika živali na nek način. V svoji poeziji tematizira odnos do živali, željo po preseganju, tujosti s tujimi bitji. On pravi, da so živali zanj tuja bitja, bitja iz tujih svetov, ki so odrinjena na obrobje in je zato njegova želja približati se tem nečloveškim bitjem. No, tukaj imamo na voljo celo dva filozofska diskurza. To sta po Deleuze-Guattariju devenir l'animaux, biti žival, postati žival, ali po Derridaju žival, torej sem, pod provokacijo in transformacijo Descartovega ego cogito ergo sum. Vsekakor pa se Miklavž Komelj opredeljuje na podlagi besed perujskega pesnika Cesarja Valeja, este animal que soy, to se pravi ta žival, ki sem. Torej ta odnos, možnost povezanosti z živaljo, soživeti vanjo in prekiniti samoumevnosti je recimo tisto, kar si Miklavž Komelj predstavlja, da bi lahko bilo drugačen odnos v živali. No in seveda njegova dela so izjemno bogata. V teh delih že na začetku, ko je bil še zelo mlad, je objavil v Problemih eno pesem o teličku, ki odhaja v zakol.
in to tudi nekako kritično prevrednotil. Še bolj pa je v njegovem pesniškem delu Modra obleka spostavil to kritiko izkoriščanja živali in seveda tukaj gre za konje. Namreč njegova kritika izkoriščanja živali je, videti je njegov ekspliciten odnos do konja, ki, kot vidite, v cirkusu seveda je konj izkoriščen, na vsak način, tudi uporaba na hipodromu, vemo, kakšna je. No in on s pesniško govorico predstavi tisto, kar vidi po njegovem mnenju, kako konj seveda v tem cirkusu trpi. Se pravi, v cirkusu konj dela gibe, ki niso bili njegovi gibi, ampak njegova smrt, njegova popolnoma razločna govorica, njegova smrt. No, Gomel je seveda tudi napisal celo vrsto esejev in eden izmed zbirka esejev Nujnost poezije vključuje tudi njegov odnos, se pravi razprave, ki so povezane z odnosom človek-žival. Gomel seveda tudi v publicistiki deluje in meni, da je za kakršnokoli spremembo odnosa do živali odločitev za vegetarijanstvo bistveno in seveda tudi ugotavlja, da se dogaja tudi, da se vegetarijance omalovažuje, da se norčuje z njih in tukaj izpostavlja tudi Žižka kot sjajnega misleca, vendar pa je pri tem, ko je kritiziral vegetarijanstvo oziroma se je norčeval iz njega, pokazal seveda nekaj, kar ni njega vredno in sam meni, da je, če zadevo resno premislimo, edini mislečega človeka vreden način prehranjevanja vegetarijanstvo. To meni tudi znameniti raziskovalec, kritični animalist Francione, ki seveda se je tudi ukvarjal z tem odnosom človek in žival. On pa iz stališča tako imenovanega novega abolicionizma, kot abolicionizem veste, da je bil gibanje za osvoboditev temnopoltih prebivalcev ZDA, to pa on sedaj prenaša v živalski svet. No in seveda smo že pri Johnu Maxwellu Keceju, vem, da se izgovori Keceje, ker sem bila tam v Južni Afriki, in so mi povedali, da se tako izgovori. No in tukaj je to izjemen pisec, ki pa uporablja tudi izraze, ki so seveda dvignili mnogo prahu, in sicer ta izraz oziroma sintagmo živalski holokaust. Namreč njegov odnos do živali je seveda tesno povezan z rasno diskriminacijo večinskega temnopoltega prebivalstva v Južni Afriki, sam pa tematizira svoj odnos do živali in vegetarijanstva v deških letih, sramoti in še bolj eksplicitno v življenju živali, to je v tak krajšem romanu. No in sicer gre za to, da Maxwell Keceje ugotavlja, da je človeški koncept izmikanja zelo navzoč v človeški družbi. Koncept izmikanja ali po angleško deflection, ki ga je teoretsko predstavil Hacking, to je filozof, ameriški filozof, je odvračanje pogleda nad tem, kaj počno ljudje z živalmi, in to je sam tematiziral v romanu Sramota. Ta roman je roman, ki govori o življenju po apartheidu. Ko je bilo konec apartheida, je seveda se zgodilo tudi, da se je temnopolta večina potem začela maščevati nad belopolto manjšino. In to je tematizacija tega romana Sramota. No in tukaj pokaže, kako si recimo nekateri zatiskajo oči in profesor David Lori v tem romanu pravi, ni mi všeč, kar počne,
da pripelje živali za zakol domov, da jo vidijo ljudje, ki jo bodo pojedli. Njegova hči Lucy pa pravi, kaj bi pa rajši, da bi jo zaklali v klavnici, da ti ni treba misliti na njo. Torej, tukaj je seveda tudi en ta problem predstavljen. V romanu Sramota pa pokaže tudi na neko grozljivo dejanje, in sicer temnopolti prebivalci posilijo to Lucy in ubijajo pse, ki jih je ona imela v svoji oskrbi. In sicer to tudi zato, ker so v času apartheida vzgajali pse, da so zavohali temnopoltega prebivalca in so ga takoj napadli. Torej, gre tudi za ta problem rasnega razlikovanja. Torej, ne samo to, ampak tudi to. KC tematizira deželo, ki je društvo proti mučenju, zapirajo vrata in eutanazirajo vse, ki jih je preprosto preveč. In seveda to po kriteriju človeka, ki se odloča, ali bo žival, ki ni priznal, da je enakovredna kot človek, živela ali ne. In meni se zdi ta odlomek izjemno poveden, ki velja tudi za danes. Izkazuje nam čas, da ravnajo z nami kakor z bogovi, mi pa jim vračamo tako, da z njimi ravnamo kot z rečmi. In KC poudari tudi, da smo vsi duše in da nas prav to povezuje z živalmi, živeča duša. No, v romanu Življenja živali, ki predstavlja dve predavanji oziroma tematizira dve predavanji romanopiske Elizabeth Costello, ki pa stoji na stališču, da je vegetarijanstvo edini možen način prehrane, če želimo končati z živalskim holokaustom. To pomeni, da v tem romanu nekako predstavlja dve predavanje. Eno je predavanje filozofi in živali, drugo pa pesniki in živali, in na koncu ugotovi, da pesniki malo bolj razumejo živali kot pa filozofi, čeprav so njihovi diskurzi izjemno močni. No, KC je grozo vsakodnevnega pobijanja živali povezal z dogajanjem v Treblinki, z metaforiko in lingvističnimi primerjavami Judov z živalmi. To je seveda izjemno dvignilo prah v svetu, no, ampak uporablja tudi, bom rekla, te lingvistične elemente. Pokljali so jih kot ovce, umirali so kot živali, pobili so jih nacistični mesarji, in tudi nadaljuje, da smo danes obkroženi s podvigi degradacije, krutosti in ubijanja, ki se lahko seveda merijo s tistim, česar je bil sposoben Tretji rajh in ga celo prekašanje. To je stalno in stalno ponavljajoče se dogajanje in ubijanje zajc in živin. No, v tem romanu bi omenila še na to, da jo na koncu to Elizabeth Costello, ki predava o vegetarijanstvu, seveda provokativno vprašajo, zakaj zagovarja živali, se ne znajo govoriti. In zanimivo, ona potem predstavi nek primer znamenitega avtorja Alberta Camusa, ki je bil priča rezanju kokošje glave in smrtnega krika ubite kokoši, kar je povzročilo, da je leta 1958 napisal Napad na gilotino in prek tega spisa pripomogel, da so v Franciji dosegli prepoved smrtne kazni. Torej, kokoš je na nek način spregovorila. KC prek besed Costellove, to se pravi te junakinje tega romana, priporoča branje pesnikov, ki v življenje vračajo živo na elektrarno bivanje. Če pa to ne pomaga, pa sprehod seveda skupaj živaljo in rabljem v smrt v klavnici. In da zaključim s 3 sklepi, vsi trije izbrani pisci s tematizacijo tega rastlinskega prehranjevanja v leposlovju in publicistiki seveda izražajo svoj odnos do drugega, do nečloveške subjektivitete, ki je gledane z perspektive, da je žival živo bitje, lahko je bitje iz tujega sveta, je oseba. Skratka, ni več v pogledu človeka marginalizirano bitje, temveč je bitje, ki je v središču človekovega pogleda. In prav zato, ker ga vidi,
ker se več nadela, da ga ne vidi, vidi njegovo bivanje in življenje, ker se zaveda, da je edini sprejemljivi način odnosa do živali, da jih ne jemo, da se odrečemo temu kanibalizmu. Zato se zdi, da je rastlinojedstvo mnogo več od izbire tega načina in sicer gre za tudi upoštevanje interesov živali. Ali pa lahko poezija in proza omogočata, da se človek odreče hranjenju s trupli, pa je vprašanje, na katerega ni enoznačnega odgovora. Detel je namreč menil, da poezija tega ne omogoča, da omogoča samo neka družbeno-politična akcija in moralno-pravno varstvo. Človek je torej lahko senzibilen do take mere, da se tudi prek literature zave fundamentalnosti izbire prehrane, lahko pa se prav zaradi v lastno miselnost zgrajenega tisočletnega mita in od filozofov religije podprte misli o uporabi živali kot najbolj naravni vsakodnevni odločitvi, odreče vsakemu premisleku in seveda književnost jemlje kot fikcijo, ki je ni potrebno upoštevati. Hvala lepa.